Nisem jaz Beat Saber, nisem jaz Komotar, nisem jaz Sleep Afna, nisem jaz Mama Sita, Cool Foter, oni, a veš, to so uradni Slovenci, oni lepo uradno govorijo slovensko. Dobrodošli na še en posnetek in sicer tole bo bolj tako govor tip, vlog tip streama, oziroma ne streama, vloga. In moje ime je Dino Hajderović, kličejo me Dinoti, ne vem, če me poznate. Če prvič gledate dobesedno vlog z mano, naj vam se predstavim, sem 40 let star fant, ki se ukvarja s stvarmi, ki mnogim ljudem predstavlja še nekak tabu tema. In ker sem jaz vedno bil, odkar sem bil otrok, malo drugačen, vedno sem bil tarča posmeha, napadov in pointing prstov. Sem se odločil, da malo povem, kar mi je na duši. Mnogim ljudem paše, da jim to rečem, jaz ne delam. Zadnjih 6 let jaz ne delam. To pomeni, da ne hodim v službo in delam za nekoga drugega, ali nimam uradnega naziva samostojni podjetnik. Živim nekako od medijev. Kakšnih medijev? To so Facebook, Instagram, Twitch in YouTube. Kako ti lahko živiš od medijev oziroma interneta? Čist easy. Cel svet živi že dolgo časa in to sem jaz 6 let nazaj pazil in sem si rekel, zakaj jaz ne bi kaj takega probal, če že nimam službe in ne delam pošteno, kakor ljudje pravijo. Se odločil, da ta vlog posvetim vsem normalnim ljudem, da bi razumeli to ne delo, ki ga mi opravljamo. V zadnji čase nas kličejo influencerji. Influencerji, kaj to pomeni? To so ljudje, ki vplivajo na druge preko medijev. Nedolgo nazaj oziroma danes sem nekako na Instagramu povabil, sem nekako zamolil ljudje, da mi pomagajo, da pridem do številke 10,000 followerjev na Instagramu. Zakaj 10,000? Jaz ne vem, če vi veste, jaz se mainly ukvarjam z gamingom, ne? Se pravi, igram video igre, jih predvajam v živo, delam na YouTube video posnetke in nekako živim od tega, se pravi, živim od prostovoljnih prispevkov, ki mi jih ljudje namenijo za moje delo, se pravi, za moje delo, ki jih zabava, se pravi, show business. Ne vem, če ste kdaj slišali, ampak show business je biznis, kot so filmi, gledališče, gaming, šport in bla bla bla. No, jaz se ukvarjam tako rekoč show businessom že 6 let. Ampak tukaj je ena zagata. Vsi ti normalni ljudje, ki hodijo v normalno pošteno službo, pravijo meni oziroma nam podobni, da smo šalabajzeri, da mi nič ne delamo in da samo prosimo oziroma iščemo denar od drugih. In zdaj sem se odločil, da malo to tukaj razložim tistim, ki jih to zanima, oziroma tisti, ki imajo dovolj elana, da bi poslušali in mogoče celo razumeli, kaj jaz hočem povedati. V imenu vseh teh, ki so kao influenceri, ki se ukvarjajo z radijom, s televizijo, z gamingom, portom, bla bla bla, vsem tistim, s katerimi zabavamo množico ljudi, ki hodijo v pošteno službo in da bodo dobili pošteno penzijo. Danes sem jaz pač rekel, da bi rad dobil 10,000 followerjev na Instagramu, zato ker bi rad dobil swipe up. Naj bi tako bilo, naj bi dobil swipe up. Kaj je to swipe up? Swipe up je zadeva, katero dobiš na Instagramu, ko imaš 10,000 followerjev, se pravi, nekaj poveš v storiju in potem imaš opcijo, da ljudje swipenejo up, se pravi spodnjega ekrana navzgor in pridejo na tisto stran, katero ti hočeš predstaviti. Se pravi, če hočeš predstaviti en izdelek, rečem, dajte swipe up, bam, in oni swipenejo in takoj dobijo. Ne, mi tisti, ki nimamo 10,000 ljudi, moramo reči, prosim, poglejte v moj bio, moj posnetek, kjer predstavljam bla 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 bla, ne. In ker se jaz ukvarjam z gamingom, imam par sponzorjev, ki me sponzorirajo za to, da predstavljam njihove izdelke, kateri so meni všeč, s katerimi se ukvarjam in kateri mislim, da drugi bi morali vedeti za njih, oziroma kje se nabavi, oziroma karakteristike bla 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 in vse o tem, ne. In zato, da jaz ne bi govoril, dajte prosim, pejte v moj bio, a ne pogledati tam, ker večinoma ljudi danes so leni, vse je to 3 sekunde, zlata ribica, ne, kao, če zdaj vi takoj ne dobim, ga ne zanima, ne, komu se da jet nazaj na bio, pa klikate YouTube, pa pol na YouTube poiskati, nobenemu, zato jaz bi ubil za swipe up. A ta swipe up dobiš pa 10 euro followerja, a jaz imam 9,500 €. In sem danes naredil napako, ker sem rekel na Instagramu, dajte prosim mi pomagati, malo povejte drugim, da probamo dobiti teh 10,000, zato ker, a ne, za vse to delo, ki ga jaz delam, ampak to ni delo, ker jaz ne hodim pošteno v službo, to je samo eno šalajbajer
teroriziranje, kot pravijo, a ne. No, sem naredil tukaj napako, sem dobil par napadov in celo od bližnjih oseb. Kako ti prosiš, moliš za followove, da vam jaz malo razložim tukaj. Jaz sem tako zvani influencer, a.k.a. jebi vetar šalabajzer in ne delam nič. Vsi ti posnetki, ki so na mojem YouTubeu, kjer imam preko 20,000 subscriberjev, followerjev, sledilcev, so prišli iz čistega nič. In me je to razpizdil, da kadarkoli sem jaz karkoli, kjerkoli delal, jaz nisem nič delal. Sem bil v fabriki vodja linije, jaz sem sedel tam za računalnikom, sem usmerjal ljudi, da so delali, ampak jaz sem bil šef, jaz nisem nič delal. Sem bil avtoinštruktor v šoli, sem rekel, kaj pa ti delaš, saj ti sam sediš. Pa ja, a ona vuci batina zraven mene pa sama voza, ne? Jebeni reaktivni misil, samo ubica, a.k.a. kamikaza, pa sama voz po cesti, a ne? Jaz sam sedim zraven, glih, tako mi je dolg čas, a ne? Da mu pač govorim levo, desno, ampak on sam voz. A veš, oni ne vejo, da ti dejansko daješ glavo v vrečko, da ti dejansko učiš nekoga, ki nima pojma, upaš, da ima saj neki znanja, pa da je saj malo inteligenten, da ni zabit k noč, ka mu moraš 1000krat povedati, da mora pritisniti skopko pa zadržati pri točki speljevanja in avto skozi takole dela. In to v prometu, kjer so ljudje živčni, vozijo se iz službe, vozijo se v trgovino in ti vsi jebejo po spisku mater, te hočejo prehiteti, preskočiti, ampak ne ti kot inštruktor, samo sediš in nič ne delaš. No, potem sem šel za voznika avtobusa, kjer jaz spet nisem nič delal. Pa ti sam sediš, jaz sam sedim v avtobus, ali avtobus so 20 metrov se sam voz, 200 glav živine, krompira vzad, samo se voz. Ob dneh zjutraj avtobus se sam pelje in pelje tiste ljudi v prvo izmeno. No, jaz sam sedim, ker je meglik dolg čas, a ne? Še posebej v mojih časih, ko so bili busi stari, nekaj ni bilo klime, ker je bila bremza tok trda, da si je mislil majke mi, da si slona na glavo pritisnil in une nazaj takole delu in ti si hotel, da zabremzaš. Une šaltke ebri so bili iz 45. druga svetovna vojna in ti si mogel 75,000krat pred fucking šaltat, da si naredil en krog. Stani, prva, druga, tretja, stani, pa spet stani, prva, druga, tretja. In na koncu 8-urnega šihta ti si bil sfukan. Ampak ne, ti Dino, nič ne delaš. In potem sem pač nehal to delati, a ne. Sem posnel film. Tebi je easy. Ti si glumac. Ta pičke padajo denarja, ka svina ješ, uživaš, pušiš cigare, bole te kita. A film se je sam posnel. Samo se je posnelo to, da sem jaz mogel na audicijo, kjer je bilo 500 ljudi in zbrati pogum in jati in zamuti tune, zlagati se, da sem jaz 10 let mlajši, da sem dobil vlogo in potem pred unimi vsemi kamerami prvič v lifeu zaglumiti. A veš ti, kako je to, kad ti učiš se na pamet? 40 listov teksta, na pamet, do vejice, ne tukaj neki vmes pred tablo v šoli, pa si vprašan, pa neki, ne, v nulo. Kamera, takole, v betico, takole kamera je. In ti moraš to delati, pa ti nisi hodil v šolo, ti nisi izurjan, ti si prvič tam. Pa še poletje snemal, ker je 40 bilo. Ampak ne, film se je sam posnel in ti nič ne delaš. In pol, ko smo to končali, ne, pol nisem imel kaj delati in sem videl dejansko, da v Ameriki ljudje živijo od gaminga in se je Dino začel kot en izmed prvih v Sloveniji resno ukvarjati z gaminga, se pravi z live streami in to. Ampak po tolikih letih, še dan danes, pridejo neke osebe, ki pravijo, saj Dino, ti nič ne delaš, ti sam igraš igrice, saj to je ful dober, sam igraš igrice. Podprvo, da vam nekaj povem razliko. Eno je igrati za sebe, a eno je igrati za druge. Sploh, ko igraš sam. Do za hudiča bo gledal enega modela, enega debila tam, ki sedi na kavču in igra igrice. No zato, dragi moji prijatelji, če hočete, da nekako uspete v gamingu, morate pa dobro kupiti kamero, morate kupiti mikrofon, morate imeti malo čuke v glavi, se pravi, kako vse to skup se naučiti, se pravi, vse te programe, vse to naštelati, vse to narediti, vso grafiko, vse skupaj se valamudi, da ti dejansko greš live. In pol, ko vse skupaj vložiš, se pravi pare, jajca zbrati in dejansko narediti, da boš ti ljudem zanimiv. Že to ti, da zdaj mene poslušaš, je dejansko, ker jaz oddajam energije. Glej, sem čist za Švico. Glej, jaz sem čist smoker. To ni nič, to je čist brez veze, to samo od sebe. Jaz zdaj imam puls 118. In ti začneš gameati, ti začneš delati in pol, ko začneš malo dobivati na imenu, a ne pridejo zraven drugi, ki bi radi bili tako kot ti. A veš, a oni imajo jajc, oni ne bi dali denarja in ne bi oni dali volje, niti dela, da bi to začel. Ampak oni bi uživali v sadovih, oni bi bili vsi popularni, oni bi radi vsi pobirali sadove tvojega dela, ampak dela ne bi dal. In pa prav jebama mater, svoj vid ga nič ne radi igrice igra. On igra igrice, nič on ne dela. Budale, kako mu lahko dajo denar? Kjeri so to idioti? In jaz moram delati.
Pošteno! In pa, ko slišim to besedo pošteno, pa kaj vi mislite, jaz delam nepošteno, a jaz kradem mogoče, a jaz mogoče varam pol. Delat posnetke, se pravi kamera, posnet, zeditirat, dat gor, plan, scenarij, vse skupaj a to je nepošteno? Pa čak, bom jaz zdaj šel v zapor ali kaj? A ti, ki zjutraj vstaneš, ne vem, furaš DHL, vstaneš v 4 zjutraj, voziš une pakete cel dan, ti delaš pa pošteno. Influencerji, okej, ne rečem, so prednosti, slabosti. Mi moramo sami poskrbeti za socialo, za penzijo, vamo, tamo, ne sami. Ko ti delaš za enega drugega, ti on poskrbi. In delo, večina ljudi tukaj v Sloveniji, v svetu, je, da ti delaš za enega drugega. Ti pač delaš za enega in to je pošten posel. Ja? Ti greš v službo, in tebi reče, poglej levo, poglej desno, zamekni, mehe, okej, pej domov, dobi spestil. In to je pošteno. Če pa ti sam greš po svojej samoiniciativi, se pravi, ti hočeš slediti svojim sanjam, ti hočeš nekaj ustvariti, pa prav, ta nič ne dela. Glej ga, on dela nepošteno. Moje poštene pare des njemu dan, moje poštene, ne. Influencerji, največja zalega. Jaz sebe nimam za influencerja, mislim, ta beseda influencera, ne, kaj je to influencer? Jaz sam vem, da če že vplivam na katere, ne, ljudi, jaz hočem dobro vplivati, še posebej na mlade, zato ker mlajši mene večinoma gledajo. Jaz nisem neki bit sever, komotar, a veš, meni se že vidi po faci, da so moji iz Bosne, da sem jaz po slovensko povedano čefur, a ne, in tukaj mi že pol folka odpiše se, zakaj? Ko mi z tega čefurja gledali, kašen je, ne znam niti slovensk govorit, kašen je črn, pa se pa sonč tam po morju, vsak dan po 3 ure, kaj bi rad bil črn kaj jaz. Ampak to ti hoče povedati, nisem jaz bit sever, nisem jaz komotar, nisem jaz lep afna, nisem jaz mama sita, cool fotor, a veš, to so uradni Slovenci, oni lepo uradno govorijo slovensko, oni se lepo izražajo, ne, jaz sem sam en sin, enih čefurjev, prišlekov in pač jaz se moram znajti, tako kot cel life, moji prijatelji vsi podedujejo, da sem jaz službo dobil od koga, da sem jaz koga dobil službo. Kaj s tabo? Moji kolegi vsi, 18 zdaj vsi neke službe, vsi neke veze, Dino sanji. Jaz po fucking študencu tam premikam tisto pohištvo, delam najhujše šihte za tih $500 na uro, mogel sem se matrati. In vse, kar sem naredil, vse službe, vse, kar vidite, sem sam naredil. Pač moram se mučati za svoje followerje. Nisem ženska, da kažem joške, da kažem guzo. Seks se prodaja, jaz seksa ne morem prodajati, razen če hočete, da vam čuno opletam okoli nosa takole, okej, ampak nisem jaz za to. In bistvo tega posnetka je, tako vam povedal, nič na svetu ni samoumevno. Za vse, kar vi gledate, je potrebno delo. Vsak bi bil influencer. Vsi vidijo, kako je lepo dobiti paket presenečenja. On je dubu to, pička mu materina, on je dubu. In pa ga hejta in mu daje dislike in govori okoli njemu. A noben ne vidi, koliko se ti truda vzad to pusto. Zdaj, da sem jaz za tem posnetkom, koliko je to edita, koliko je to jajc, koliko je to razmišljanja, koliko dejansko ti moraš izpostaviti sebe ven in si potem ranljiv, to noben ne vidi. Vsi bi sam lepo kruškice pa memice memili, a vsi bi lepo, a niko ne bi radio. Zato pravim, vsako delo je časno, pa če pomivaš posodo, a pa če si fucking president of United States of America. Vse je pošteno in delovno, dokler ne greš kradati, ne vem, pobijati, popisljati, pa ne vem kaj tazga. Zato prosim vas, dajte razumeti, tudi influencanje oziroma delanje reklame, to je konc koncev promocija. To je enako kot reklame na televiziji, samo da so se danes reklame preselile na net. In eni pač se hočejo s tem ukvarjati, eni pa pač se nočejo. In če ti, ki se nočeš, ne rabiš ti govoriti, da tvoje delo je pošteno, tvoje pa nepošteno. In ti ne boš dobil mojih poštenih para. Prav, jaz, ki delam te posnetke, sem nepošten, a ti si pošten. Ampak to je bil en tak kratki izliv mojih misli, da lahko bil še pol ure tukaj, ampak pa bi bilo že preč. Drugače pa dajte me followati na Instagram, Dinoti, pa napišite kaj tazga, pošerite ta posnetek, like, subscribite, pomagite mi, no. Jebi ga, jaz čefur, moram se nekako znajdeti. Ne znam jaz lepo govoričiti, pa biti lep, pa lepo editati, pa to, da dobim like, pa to, jaz pač moram gobcati.